V Sloveniji v revščini živi že skoraj vsak 7. otrok, ugotavljajo sedmošolci z osnovne šole Majde Vrhovnik. Tadej, kaj je zate revščina? Je, da imaš bolj poceni obleke, pa da si težko kupiš zvezke, pa da težko plačuješ položnice, pa da imaš bolj majhno stanovanje. Ali pa da sploh nisi dobil zaposlitve, a ne pa lahko tudi, da si imel vse prihranke nekje v hiši, pa ti zgorijo. Pomanjkanje mladi opazijo tudi pri svojih vrstnikih. Pravijo, da so ti ponavadi izključeni iz družbe. Manj ljudi se z njimi druži, ponavadi jih noben ne mara. Pri pouku recimo ne sodeluje, potem ponavadi se kdo smeji in ga zafrkavajo. Pomanjkanje pri otrocih povzroča tudi velik stres, meni psiholog Albert Mrgole. Ni samo pomanjkanje denarja, ampak je navadno to, kar jih določa kot neke manj vredne. Kar je najhujše, je nek občutek sramu. Pogosto jih drugi otroci zasmehujejo in jim s tem še povečajo breme, ki ga ti nosijo zaradi pomanjkanja. Ti otroci zato potrebujejo sočutje. Da skušamo začutiti, da skušamo razumeti, kakšne stiske preživlja, kako mu je iti v šolo, ko nima takih oblek, kot jih imajo drugi, da smo lahko razumevajoči. Mladi razmišljajo, da tudi sami pogosto ne vedo, kako bi se obnašali ob vrstnikih, ki živijo v pomanjkanju. Nekateri se iz njih zafrkavajo, pa se ne obnašajo glih lepo. Lahko mu kaj dam, pa pol se ne pogovarjam o tem, pa če mu v šoli ne grem, mu pomagam. Mogli ga bi sprejeti v družbo, mu ponudili pomoč, potem bi se z njim zabavali, da bi se razveselil in da ne bi bil žalosten. Otroci in mladi niste nikoli sami krivi za to, da živite v pomanjkanju in tega se vam ni potrebno sramovati. Če boste komu povedali, kaj se vam dogaja, vam morda lahko celo kdo tudi pomaga.